Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, gledate nov del oddaje Podobe filmskega sveta z Goranom Ajtičem. Pozdravljen, Goran. Pozdravljena, pozdrav vsem, ki spremljajo oddajo. Prvič imam priložnost voditi oddajo s tabo in danes bova postregla s fantazijskim. Niso vsi, ki tavajo, izgubljeni, rečejo v Gospodarju prstanov, o katerem bo danes tekla beseda. Preden začneva z izvorom zgodbe, bi te rada kot filmskega strokovnjaka, kot kritičnega gledalca vprašala, kakšna je tvoja ocena te filmske franšize Gospodarja prstanov? Ja, zanimivo vprašanje. Že na začetku, tako da gledalci si predstavljajo, o čem bo danes sploh beseda tekla. Ena največjih in najbolj uspešnih hollywoodskih filmskih franšiz vseh časov, to je trilogija Gospodar prstanov, The Lord of the Rings v izvoru. Ja, vemo, nekako na prelomu tisočletja, začetek novega tisočletja, so ti trije filmi vsako leto eden za drugim v kina prihajali in vsi smo drveli gledati, veliko ljudi vključno z menoj, ker me je to res zanimalo. Ja, in sam moram reči, da sam kot ljubitelj fantastične literature, fantastičnega ali fantazijskega filma, da sem bil dejansko zelo fasciniran, pač moje osebno mnenje. In tudi veliko gledalcev ravno tako, enako, ko so videli te filme, pa vendar sam kot ljubitelj te visoke fantazije, high fantasy, kot bi lahko temu rekli, sem bil res prijetno presenečen nad filmi, ne samo kako je bilo vse skomponirano, zrežirano, kakšna je bila scenografija, kostumografija, filmska glasba, seveda tudi efekti, zvočni učinki. Tisti čas nekaj novega, definitivno, ker vemo, da ta trilogija je tudi malce spremenila način snemanja in nove zapovedi uvedla. Tako da tudi vsebinsko zgodba, čeravno je kar precej malce zašlo od literarne predloge, seveda režiser Peter Jackson je malce po svoje tudi posnel, ko so pisali scenarij, pa vendarle ne odstopa toliko, še vedno je tista glavna ideja pisatelja Tolkiena prišla do izraza, tako da iz moje strani bi dal kar visoko oceno. 4 do 5 recimo od 5, tiste podtočke mogoče izgubi, ker določenih likov iz romana ni bilo v filmu, ampak to so pač moje opazke. Ne morejo dati vseh, ker je zelo obsežno. Rekel si literarna predloga, torej je pred filmom, pred serijo filmom obstajala zapisana knjiga, zapisana zgodba in Tolkiena si omenil. Torej, kakšna je povezava Tolkien in zapisana zgodba? Ja, vemo, da to nekako bazira na tako imenovanem literarnem ciklu Gospodar prstanov, vsi ti romani. Preden si ogledamo samo filmsko franšizo, je prav, da gre malce k koreninam na začetek, odkot sploh ta ideja. Tolkien, nasploh kot eden večjih piscev fantazije, fantastike, tudi bo rekla fikcijskih svetov, kakor je on to ustvarjal, njega je to zelo zgodaj že fasciniralo in te knjige so nastajale že v 30 letih, potem v 40, vse do 50 let se je on ukvarjal s pisanjem trilogije, tudi še kaj naknadno dodajal, popravljal, ko je bilo že nekako napisano. Izdaje so bile tudi zelo opazne že takrat, v 50 letih recimo, ko je to izhajalo in te knjige so dejansko osvojile svet. In ko so bralci to videli, brali, so si seveda predstavljali, ker vemo, da Tolkien je zelo vizualistični pisatelj, bralcu razburka domišljijo, ne samo zaradi zgodbe, tudi zaradi ozadja, kakšni so pa ti svetovi, kjer se to dogaja. In zelo dolgo, skoraj da pol stoletja, so morali ljudje čakati od teh knjig, ki so izšle v sredini 20. stoletja, pa do začetka 21. da je bilo to ekranizirano. To je zanimivo. In Tolkiena razumemo nekako kot utemeljitelja sodobne fantazijske literature, ampak ne moremo pa tudi mimo tega, da je navdahnil tudi druge umetnosti. Recimo iz njegove literature, Led Zeppelini, glasbena skupina je recimo vzela iz njegovega opusa tudi v bistvu neke ideje, navdih.
Ja. Dejansko, ja, zanimivo tudi, ko to omenjaš, ne samo v filmu, tudi glasbeno, Led Zeppelin, ta legendarni kultni britanski bend, danes bi lahko rekli, kar pa niti ni tako čudno, ker recimo tisti čas, 70. leta, v glasbi so bila tudi nekako progresivna, revolucionarna, kot vemo, tudi darkerska na trenutke, določeni bendi, in sam svet Tolkiena, bi lahko rekli, je precej darkerski, torej, kar pomeni temačno obarvan, kot bomo videli, vsi ti njegovi svetovi, vsa ta bitja, ki jih je ustvaril. Tako da ja, zakaj pa ne, marsikakšnega glasbenika je tudi to navdahnilo, da pač črpajo glasbo ali tekst iz Tolkienovega sveta. Bil je v bistvu tudi pisec pesmi, ne? Ja. Ampak tudi v njegovih pesmih pravzaprav ni nič realnega, ne? Gre za v bistvu res fantazijski žanr. Pa tudi moramo reči, ne, da je veliko stvari nastalo oziroma išlo posthumno, ne? Torej njegov sin kot naslednik. Zanimivo je, ko to omenjaš, on, kot bo videla potem v njegovem življenju, ne samo, da je pisal prozo, da se je ukvarjal z romanopisjem, bil je tudi precej nadarjen pesnik, ki pa je tudi, kot si omenila, vse to je fantazija oziroma fikcija. Tudi te pesmi, ki jih je ustvarjal, kar je pisal, vse to je bilo plod njegove domišljije, zopet iz tega sveta, kjer naj bi se dogajal pač ta znameniti Gospodar prstanov. Vedno je nek fikcijski svet, nikoli realni, in seveda uporablja besede, ki so v našem tako vsakdanjem življenju, kot tudi čisto izmišljene, kot je sam pač nekaj dodal. In tudi ta poezija je mogoče zato takšna, brezčasna še dan danes njegova. To je zelo zanimivo. Tolkien kot pisatelj in kot pesnik na drugi strani. Še nekaj bi dodal tudi, ko beremo samo trilogijo ali knjigo Hobbit ali trilogija Gospodar prstanov, že znotraj imamo v teh delih tudi kakšno pesem ustavljeno. Recimo, ko hobiti zapojejo, ki so zelo dobri pevci, opisani, ta bitja majhna. Tudi Tom Bombadil, eden pomembnejših likov, ki je v tej trilogiji, pa ga v film žal niso vključili, tam je pač brez njega, pa vendar on je tisti, ki zelo rad prepeva in so te pesmi pač ustavljene, ki jih je seveda sam Tolkien tudi prispeval. To je zanimivo. Ja, ni pa vse išlo za časa njegovega življenja, kot si omenila, je tudi njegov sin, recimo kasneje Christopher Tolkien, je to nekako te cikle očetove še nepovezane in nezaključene zapiske o tem svetu in o teh bitih, hobitih in o srednjem svetu, kjer se to dogaja, kot bomo videli, je to izbral šele, pač izbiral in zbral se šele po očetovi smrti in je on naknadno potem objavljal, da so si gledalci tudi predstavljali, kako je izgledalo, pa še kaj se je dogajalo, pa pred zgodbo Gospodar prstanov v temu fikcijskem svetu in podobno. Tako da, ja, s Tolkienovo smrtjo se sam ta cikel tega srednjega sveta niti ni zaključil, to je zanimivo, se je še nadaljevalo. In mogoče nam lahko poveš še kaj več o njegovem življenju, ne? Mogoče tudi o tem, od kje je črpal ideje za svoje pesmi in za svoje romane. Če pridemo sedaj do samega pisatelja, rodil se je leta 1892, torej konec 19. stoletja, recimo s polnim imenom John Ronald Reuel Tolkien, takrat na območju Južne Afrike, ki pa je šla v okvir seveda britanskega imperija. Tudi sama družina Tolkien ni angleškega, britanskega izvora, ampak izvirajo iz Srednje Evrope, iz nemško-poljskega prostora, v bistvu bolj iz nemškega, iz vzhodne Prusije, kakšnih, mislim, da leta 1620, torej 17. stoletje, je prvi Tolkien se rodil, pač prednik Johna, pisatelja, kot je zabeležen v vzhodni Prusiji, takrat Vojvodini.
In tudi ena teorija pravi, da naj bi bili stranska linija hiše von Hohenzollern, torej tisti, ki so vladali Prusiji in kasneje Nemškemu cesarstvu do konca Prve svetovne vojne. Druga teorija pa pravi, da ne, da je družina popolnoma samosvoja svojega izvora, mogoče ima celo poljske, slovanske korenine, definitivno so pa iz germanskega sveta. In tudi Tolkien, ki je poznal tako pač zgodovino svoje družine, kot tudi, že to ga je fasciniralo, rodbinsko deblo, no, ravno tako ga pa zanimajo recimo stare mitologije Evrope. Tudi stari Grki, predvsem stari Nordici, Vikingi, anglosaška zgodovina, njemu je bilo to zelo blizu, tudi nekaj slovanskega sveta jemlje. In iz vsega tega tukaj bo počasi sestavil ta fikcijski svet, kjer se dogaja zgodba Gospodar prstanov. To je zanimivo. Tako da moramo pa vedeti, da je bil on profesor, če še nekaj o njegovem življenju pač omeniva. On je bil profesor zgodovine in tudi jezikov na Oxfordu, ena najbolj elitnih univerz v Angliji, na svetu, mislim, da od leta 1925 do 1949 je on tam predaval in tudi sam si je izmislil svoj jezik. Ne samo, da je staro anglosaščino interpretiral, tudi svoj jezik si je izmislil za ta bitja, čudežna bitja vilinov, ki so zelo pomemben narod, recimo bitja v Gospodarju prstanov. In ta vilinščina je tisti jezik, ki je bil izmišljen in tudi določene pesmi je tudi v vilinščini napisal, to je zanimivo. Se pravi, zgodovina, mitologija, literatura, jeziki, semiotika, torej on je bil veliki, bo rekla, zelo izobražen in razgledan in vedoželen človek, Tolkien. Torej, to je bil njegov svet, ne? Kaj pa v bistvu ta literarni svet, torej svet, ki ga je ustvarjal sam, ne? Sam si že rekel, da je vpeljeval mitološka bitja, mitološke svetove tudi, ne? Pa nam pove kaj več o tem. Zdaj prideva pa do tiste točke, zelo dobro vprašanje, ko se bo pa malce dlje ustavila, kar za nekaj minut, da si gledalci predstavljajo, tudi tisti, ki so ljubitelji Gospodarja prstanov, trilogije in tisti, ki tega niso videli kakorkoli, da si predstavljajo, kaj se je pa vse prej dogajalo pred temi dogodki, kar vidimo v filmu, kakšen je sploh ta kozmični, mitološki Tolkienov svet, če lahko tako rečemo. Kakor govori v romanu Silmarillion, enem od tistih romanov, ki pa povzame zgodovino še pred zgodbami Hobita in Gospodarja prstanov. Kako se je sploh vse začelo? Na začetku, kot v univerzumu, vesolju, kjer ni ničesar, obstaja nekako nadbitje kot neko božanstvo, tako piše Tolkien, pač te zgodbe njegove. Eru Ilúvatar naj bi se imenovalo to božansko bitje, nekako sorodno ali lahko tudi grškemu Kronosu, ali Zeusu, lahko tudi Odinu v mitologiji nordijski, lahko tudi krščanskemu bogu, pač v krščanstvu, tisto vrhovno bitje, ki je prvo. In ta Eru Ilúvatar iz svojega uma ustvari nova podbitja, ki so mu podložna, kot nekaki angelski zbor ali podbogovi ali polbogovi, njegovi otroci. In to so Ainurji, se imenujejo ta bitja. In ti Ainurji so kot nek zbor in onih sprva uči glasbe. Najbolj pomembna je melodija, ker iz tega ven izhaja tudi harmonija in sveta in vsega. In vsi morajo peti v zboru, tako kot jih uči sam Ilúvatar, tako morajo oni prepevati. Eden od njih, Melkor, ki mu kasneje nadenejo ime Morgoth, je pa tisti odpadni angel, tisti Ainur, ki pa svojo melodijo želi ustvariti in še boljšo od Ilúvatarja, kar nekako kontrira božanstvo. Zato je počasi izobčen in nekako on odpade od zbora. Eden od teh drugih Ainurjev, po imenu Sauron, on mu pač sledi, je ravno tako malce oporniški. Zanima pa tako Ilúvatarja kot njegove otroke, da bi še nek svet ustvarili, ker oni so sami neki brezčasni palači v vesolju nahajajo in tako nekako ustvarijo Ardo. Arda je pa ime kot za zemljo, za ta svet Tolkienov, kjer se bo vse skupaj dogajalo in odvijalo. In sedaj se Ainuri sami na dve skupini razdelijo, na Valarje in na Majarje.
Valarji so tisti, ki ostanejo ob samem božanstvu, pač stolujejo skupaj z njim, v svetu onkraj, se pravi. Majar so pa tisti Ainuri, ki so poselili Ardo, ki pa gredo živeti neposredno na novo stvaritev. Tukaj ti dve ločeni imeni. In tukaj sedaj Arda, kako jo oblikujejo, gorovja, vodovja, to se oni kreirajo kot arhitekti. In tukaj pride do več različnih obdobij. Najprej imamo neko obdobje dveh luči, ena je na severnem polu tega sveta, ena na južnem, da to pač osvetljuje planet, ker še ni lune in sonca. To je zanimiva Tolkienova legenda. Kasneje, ko ta zlobni Morgoth, ki smo ga omenjali, ta padli angel, uniči ta dva drevesa, pride obdobje dveh luči, uniči luči in potem pridejo drevesa šele. Prvo je obdobje luči, potem obdobje dreves, tako. In vedno ta Morgoth, ki je hudoben, uničuje to, kar naj bi svetlobo prinašalo na Ardi in luči in drevesa. Potem šele pridejo pa 4 dobe, 1., 2., 3. in 4. vek, kjer pa se pojavijo že druga bitja. V 1. veku Ainarji že ustvarijo nekako, bova rekla, bitja. Prvi otroci, ki poselijo ta planet, so Velini. To so ta bitja, pravljična, podobna samim Ainarjem mogoče, ker imajo večno življenje, tako kot bogovi, najbolj elegantna, najbolj modra, najbolj plemenita bitja, kar jih bo Arda imela. To so Velini, veliki modreci in esteti. Potem kasneje ustvarijo še druga bitja, recimo tudi škrati. Škrati poselijo pač ta planet, da kopljejo, da iščejo rude v globinah Arde, tega sveta. Tudi hobiti, zelo znameniti. Recimo, oni so podobni ljudem, nam, vendar so naša nekako polovična velikost ljudi, izraziti uhlji, izrazite noge, stopala imajo zelo poraščena, recimo. Potem seveda tudi naša vrsta, človeški rod. Mi pa smo tisti najmlajši otroci teh Ainarjev, tako naj bi bili ljudje po Tolkienu. In vse to se dogaja potem v tem mitološkem svetu Ardi. In zanimivo, da tisti Majarji so tisti Ainuri, ki živijo med nami, torej na tem svetu. Omenjala sva že temnega gospodarja Morgotha, ta odpadni član. Potem Sauron je tisti, ki ga zamenja, ta njegov sledilec. Je tisti temni gospodar, ki bo tudi odigral v Gospodarju prstanov pomembno vlogo kot glavni antagonist, negativec. On je tisti, ki želi svet kreirati po svoje, da bi mu vsa živa bitja bila podrejena. Pomembni Majarji, ki pridejo živeti v Ardo, je tudi 5 čarovnikov. To so zelo pomembni. Recimo Saruman beli, Gandalf sivi, Radegast rjavi in pa še 2 modra čarovnika, ki sta poimensko neimenovana in se na vzhodnem delu Arde nahajata. Oni pridejo v igro šele malce kasneje, v 2. oziroma 3. veku te zemlje. Tako zapleten je ta svet teh mitoloških bitij, tudi politika, vojne nastanejo, Velini imajo svoje kraljestva, škrati imajo svoje kraljestva in Velini in škrati sploh niso v dobrih odnosih, že med sabo recimo. Potem tudi mi, človeška, ljudska kraljestva nastanejo, Arnor, kasneje Gondor, Rohan, vse to nastane tukaj recimo. O tem bi lahko imeli oddajo posebej, temu danes ni namen, ker ta svet je res tako ogromen, kar je Tolkien ustvarjal. Vedeti moramo, da tukaj, sploh v romanu Silmarillion je to vse zelo dobro opisano, nastanek sveta. Tisočletja zgodovine je ustvaril Tolkien tukaj. Ne stoletja, ampak tisočletja. Tako da si malce gledalci predstavljajo, kako je to. Ta velika vojna za prstan se dogaja v konec 3. veka, pač te dobe, da se bodo gledalci predstavljali. Natančneje leta 3018, 3. veka, se pričnejo dogodki v Gospodarju prstanov. Čemur se že približujeva počasi. Ja, torej v bistvu res kompleksnost tega mitološkega sveta Tolkiena. Zelo. Ampak v bistvu koliko je potem
izpuščenega, ne, v tej ekranizaciji. Dejansko. Je mogoče v bistvu tudi to razlog, a ne, da se recimo tisti prvi režiserji, ki so se odločevali ali pa odločili za v bistvu ekranizacijo, ne, teh knjig, a je to tudi razlog, da potem niso bili uspešni pri tem? Ja, v bistvu dejansko, ja, definitivno to vpliva, ja, kot omenjaš. Ker te knjige, kot vidimo, vse to je v sredini 20. stoletja nastajalo in izšlo. In tudi veliko, že takrat filmska industrija, tako v Veliki Britaniji, kot tudi čez lužo v Hollywoodu, te knjige so bile zelo mikavne. Veliko tudi produkcijskih hiš se je že takrat nekako taknilo to in ogledalo določeni producenti, ali bi se dalo pa kaj od tega posneti. Ne ta celotni svet vsekakor nemogoče, da bi vse to prikazali, kar sva ravno kar naštevala prej. Definitivno pa ti dogodki, ki so v trilogiji Gospodar prstanov, ki pa se vse skupaj samo v enem letu zgodijo, ti dogodki v tej obsežni trilogiji, in v teh knjigah je bilo pa veliko pač diskusij, ja, to pa bi mogoče lahko posneli, pa vendarle tudi takrat v 60., 70. letih, ko so se že prvič bolj resno s to idejo poigravali, so ugotovili, da je zelo težko. Pa bom omenil zdaj nekaj primerov teh režiserjev, ki so bili že na tej poti, pa so na koncu se pa niso odločili, kakor vemo. Eden najbolj zanimivih primerov je veliki Stanley Kubrick, zelo legendarni ameriški režiser, ki je vplival na svetovno filmsko produkcijo nasploh. In recimo on je bil tisti, ki se je že poigraval s tem, ampak ne po lastni volji. Do njega so pristopili člani zasedbe The Beatles, znamenita četverica, štirje Beatli, ki so bili vsi nekako ljubitelji te literature Johna Tolkiena. To je zanimivo. In oni so mu trkali na vrata in na njegovo vest, pač Kubricku, češ, posnemimo Gospodarja prstanov, mi bomo tvoji igralci, mi bomo nastopali. Takšna ideja je bila tudi, to je zanimivo. Kubrick je to po kratkemu razmisleku kar hitro zavrnil, ni mu bilo toliko blizu, ker je bil roman preveč popularen in ga to ni zanimalo sploh. Po drugi strani se je pa sam z idejo o življenju Napoleona Bonaparteja ves čas poigraval, da bi on to raje to pač ekraniziral, pa tudi to mu ni uspelo, ker je bil prevelik perfekcionist in premalo časa je imel v življenju. Drug tak primer je veliki angleški režiser, ravno tako kultni, živi še dan danes, John Borman, eden večjih, deluje v Angliji, na Irskem in v Hollywoodu, torej kar 3 te dežele filmsko pokriva. In John Borman je bil tisti, ki je recimo že konec 70. let pa dejansko razmišljal, da bi to posnel. Za razliko od Kubricka je bil tudi dosti bolj navdušen, a seveda studiji mu niso namenili dovolj financ, tukaj je bil pa problem tega budžeta, proračuna, in on nekako na koncu je šel na mesto Gospodarja prstanov snemati kultni film dan danes Excalibur, letnik 1981, o kralju Arturju in vitezih okrogle mize, ki je tudi vizualna in glasbena poslastica, tudi meni osebno eden ljubših filmov še dan danes. Nikoli pa ni mogel realizirati dejansko Gospodarja. Nekaj imen je prišlo še v poštev, kot recimo George Lucas, znameniti avtor Vojne zvezd, te druge franšize kasneje. On je bil v izboru, pa ravno tako je nekako izpadel. Nekako so ugotovili ti režiserji in studiji konca 70-ih, da je to še prehudi projekt, da bi lahko dejansko film posneli potem. In je moralo še čakati, žal. Kdaj so se pa sicer zgodili prvi poskusi ekranizacije romanov, ne? Ja, ko smo ravno zdaj v tem obdobju in smo nekaj teh velikih režiserskih imen omenili, sočasno s tem, ko je recimo Borman snemal Excaliburja potem, ko sta Kubrick in Lucas pa to pač opustila, so pa v bistvu dejansko pa sočasno, to je poznih 70-ih letih, pa so neke produkcije ameriške, ki pa so dejansko že nekaj uresničile, da pa še to pogledava, to plat. Ampak ne kot igrani film, ampak kot animirani film. Dejansko otroci bi rekli risanka, juhej, super. In dejansko, ja, Hobbit, letnik 1977,
zanimivi animirani film. Torej, Tolkien je tudi tukaj oral ledino, ne? Tudi tukaj, ja. Tolkien je recimo bil pokojni že od leta 1973. Hobbit je letnik 77, prva takšna ekranizacija po njemu, ja, bi lahko rekla. Ja, in dejansko, tukaj v Hobbitu nekako tak precej preprosta risanka, animirani film, bolj obrnjen kot na to, da je musical in v bistvu se dotika samo zgodbe Hobbita in ne trilogija Gospodar prstanov. Pač o najdbi tega prstana, Bilbo Baggins, tisti, ki je eden bolj znamenitih hobitov iz te Šajerske, ker ti hobiti živijo, pokrajina Šajerska, pride čarovnik Gandalf, njegov stari prijatelj, gredo na neko pustolovščino, premagajo nekega zmaja Smauga, on najde tudi ta prstan Bilbo, ki ga je izgubil temni gospodar, Sauron, ki smo ga prej že omenjali in tako dalje. To so tukaj že nekako ekranizirali. No, še bolj znamenita risanka oziroma animirani film je pa leto kasneje, 1978, ko pa je dejansko Gospodar prstanov in posnamejo po prvem romanu in po polovici drugega, torej polovično zgodbo prikažejo v celovečernem animiranem filmu. To je pa Ralph Bakshi, takrat znameniti ameriški režiser, ki ga zanima animacija in je določene igralce dejansko posnel pred kulisami, potem je pa to skupaj vpletel v risanko, v animirani film. V zadje so mu pa seveda narisali določeni umetniki, tudi vpliv Franka Franceta je tisti, ki je zelo znamenit risar teh temačnih svetov takrat in sodeluje z Bakshijem, s tem režiserjem, da ustvarita to nekako polovično animirani film, polovično pa že igrani. In ta film Gospodar prstanov iz leta 1978 različne kritike pač nekako dobi. Nekateri ga zelo hvalijo, vizualizacijo in tudi igro določenih teh, ki so dali glasove pač likom. Drugi ga seveda ne častijo toliko, ker pravijo, da na trenutke animacija malce zašepa in pa zelo pogrešajo drugi del drugega romana in celotni tretji, ker ni zgodba o celoti. Ralph Bakshi je mislil, da bo pač dobil budget, proračun, da bi posnel še drugi del, še po tretjem romanu, pač, da bi film bil v celoti, vendar ker niso odobrili denarja, to ne realizirano. Tako da to so prvi takšni poskusi te velike pač knjižne literarnega cikla. Omenjala sva torej režiserja oziroma omenjala sva Hobita, ki ga je v bistvu režiral režiser Peter Jackson, ki je v 90-ih v bistvu se lotil tudi Gospodarja prstanov. Je to res? Ja in ne. Dejansko, ja. Hobbit iz leta 1977, ki je animirani film, še ni v režiji Jacksona. Pač to vemo, ker on je takrat še najstnik, neznani novozelandski režiser. Bo pa Hobbita posnel kasneje, potem, kot vemo, do česar prideva, to pa je res. To pa drži. Trilogija Hobbit, ki jo danes poznamo. Sam Peter Jackson, recimo leta 1978, si ogledal ta film Ralpha Bakshija, Gospodar prstanov, in je nekako njega kar precej navdahnil in navdušil film, kot je sam kasneje v intervjujih povedal, in določene sekvence, sploh ta ozadja, kako so prikazana vilinska mesta, gozdovi, sama pokrajina Arde tega sveta, to ga je tukaj zelo fasciniralo. In on je iz tega izhajal in tudi kasneje, ko bo dejansko sam svoj film, trilogijo, ko bo režiral, tisto uradno največjo, o kateri bo danes govora, o kateri že je govora, to je pač tisto, kar je njega nekako zaznamovalo. Ta animirani film mu je dal navdih. In nekako si je že takrat sam rekel, le kdo bo tako nor in pogumen konca 70-ih, da bo pa to dejansko spravil v film. In to je Petera Jacksona vedno zanimalo in takrat si še ni mislil, da je njemu to osvojeno. Torej, v 90-ih letih se je torej to dogajalo? Ja, tako. No, potem, recimo, če grejo 20 let dalje, v pozna 90-ta leta, ko je Jackson pa že profesionalni režiser, ki ima za sabo že nekaj filmov na domači Novi Zelandiji, je posnel že nekaj zelo takšnih abstraktnih ali slasherjev ali napol komičnih
Sedaj pa je on tisti, na kogar pade izbira za samega Gospodarja prstanov. Da si iz Hollywood studiji si izberejo njega. In sicer New Line Cinema, to je ta produkcija, ki bo snemala Gospodarja prstanov, in izberejo takrat relativno neznanega Petera Jacksona, pa vendarle jih je prepričal s svojimi prvimi filmi, da je zelo ognjeviti možak nekako. In ta produkcija se začne že leta 1997 in potekala bo do leta 2004. Torej tukaj smo sedaj na prehodu milenijuma, tisočletij. Pol stoletja potem, ko so te knjige dejansko prvič izšle, to je zanimivo. In Jacksona tudi nekako studiji so ga najeli sedaj, strinjali so se s tem, da bi posnel pa kar skupaj vse 3 filme, vsak bo dolg skoraj da 3 ure, da še to povemo, da bi vse skupaj posnel v roku nekaj letih in da bi potem ideja je bila vsako leto, da pošljejo po enega v kino, kar so dejansko potem storili. No, mogoče bi lahko res več povedala tudi o tem, ne? Takrat se je začela velika produkcija vseh 3 filmov naenkrat. Torej, kako je potekalo snemanje? Ja, tukaj se bo pa spet za precej dolgo zdaj ustavila, ko prideva do te točke, ker to je pač glavnina. Ja, kot smo rekli, že leta 1997 se začnejo predpriprave. Samo snemanje bo pa šele oktobra leta 1999. Kakšne so te priprave? Kot prvo, New Line Cinema mora poiskati primerno lokacijo, kjer se bo to dogajalo. Ker Arda, vemo, je razgibani svet, kot je opisal Tolkien, gorovja, veliko hribovja, veliko gozdov, iglavcev, listavcev, rek, jezer, čudovita pokrajina, tako da lahko bi to posneli tudi v Sloveniji, recimo, ali Avstriji ali Švici, to bi bila primerna lokacija. Seveda, oni so se pa odločili za domovino režiserja, to je Nova Zelandija, od koder izvira Peter Jackson, tudi delno na njegov predlog. In zaradi tega, ker se sedaj Hollywood odloči, da bodo to snemali na Novi Zelandiji, je kot neka injekcija novozelandski filmski produkciji. Ta studio, ki ga Jackson vzpostavi za svoje filme na Novi Zelandiji, se imenuje Weta Workshop, Weta. In ta Weta je nekako tista, ki sedaj začne izdelovati, ker vemo, da bo ogromno vojska, bitk in mitološkega v teh filmih, mora ta Weta Production, Weta Workshop ustvariti ogromno šlemov, oklepov, sulic, kopij, kostumov. Oni se s kostumografijo ukvarjajo, ta novozelandska družba. Mislim, da 48,000 delov oklepov so ustvarili, nekako 10,000 puščic in tako dalje. Tudi umetna stopala za hobite, za ta mala bitja, seveda. Vse to oni ustvarjajo. Potem, recimo, tukaj je zelo pomembno. Potem Alan Lee, to je eden večjih ilustratorjev angleških, ki je Tolkienov svet že prej v 90-ih v slikanicah upodabljal. Jackson ga vzame, v Weti je zelo pač pomemben ta Alan Lee, da nekako nariše te scene, kako bo v filmu to izgledalo. Tako da recimo Grant Major je pa tisti novozelandski, bo rekla, nekak tisti dizajner, ki pa bo ustvaril te makete raznih mest, raznih utrdb. Minas Tirith, recimo to mesto, ki bo v filmu. Vse to bo ustvaril ta, recimo, Major, recimo, to je zelo zanimivo. Produkcija je velika. Zelo pomembno je seveda casting, tudi katere vloge bodo zasedli, če greva kar malce naprej pogledati, tik pred snemanjem. Zelo pomembna vloga je vloga tega čarovnika Gandalfa. Ta lik je zelo pomemben, ki naj bi bil takšen, kopirajo malce tega navdiha, recimo Odin iz stare nordijske mitologije, kot z nekim čarovniškim klobukom, s prehajalno palico, dolga, siva, bela brada. Prvi, ki se javi, je Christopher Lee, znameniti angleški igralec, ki upodablja grofa Drakulo v Hammer produkciji, ki smo ga že večkrat omenjali v teh oddajah. Peter Jackson na koncu mu ne da vloge Gandalfa, ampak hudobnega čarovnika, Sarumana. Tako da Lee, ki je igral vampirje, je logična izbira za negativnega čarovnika. Recimo za tega pozitivnega Gandalfa pa pridejo upoštev tudi kultna imena, recimo Peter O'Toole je bil mišljen, tudi recimo celo Sam Neill,
Tudi Sean Conneryju so ponudili vlogo. Na koncu je šla pa vloga popolnoma drugemu, Ian McKellen, kultni angleški igralec škotskega porekla, ki je bil nekako najboljša izbira za Gandalfa. Pomemben je tudi Aragorn, recimo eden od teh izgubljenih kraljev, kraljestva Gondorja, ki bo vodil tega Froda, hobita, kako naj uniči prstan temnega gospodarja. Aragorn on pač igra človeka. Aragorn je človeško bitje, tu ni čarovnik, ni hobit, da vemo. Viggo Mortensen, veliki ameriški igralec, njemu je bila ta vloga zaupana. Daniel Day-Lewis je bil nekaj časa v igri, da bi on stopil v te škornje Aragorna, vendar nekako na koncu ni bilo tako. Peter Townsend, tudi neki irski igralec, vendar je bil še premlad in te vloge ni dobil. Tako da Viggo Mortensen na koncu. Pomembna je bila tudi vloga glavnega hobita, nosilca vse zgodbe. Ta mladi Frodo Baggins, hobiti, ki so praktično, njih morajo igrati seveda otroški igralci, ker hobiti so nam nekako polovične velikosti. In ja, tukaj je pa dobil vlogo Elijah Wood, ta ameriški igralec, ki je danes najbolj znan ravno po vlogi Froda Bagginsa. To je zanimivo. Tako da ta casting je tudi kar dolgo časa potekal, recimo leta dolgo, preden so zasedli. Vloga Boromirja, še enega človeškega bojevnika, je kultnemu Seanu Beanu pripadla, veliki angleški igralec, znan po velikih negativnih vlogah in potem, da vedno umre, v vsakemu filmu ga umorijo, to je zanimivo. Recimo ženski liki, znamenita avstralska igralka Cate Blanchett, pač dobi pa vlogo neke vilinke Galadriel, kot je ime temu liku v filmu, ki je ena še, vilini imajo večno življenje, ona živi že v tretji dobi od prve dobe, od zornega veka, ona je videla zgodovino tega srednjega sveta in Arde kot nekakšna kronološke zapise vodi in je zelo pomemben lik v trilogiji. Znamenita avstralska igralka Cate Blanchett. Pa je morda v bistvu tudi igralska zasedba, ta legendarna, znana, poznana, razlog za tako veliko uspešnico Gospodarja prstanov. Res je, ja. Tudi Liv Tyler, recimo, hči znamenitega glasbenika, je zasedla eno od vilinskih vlog, Arwen, ljubezen tega Aragorna, recimo. Ja, ko to omenjaš, zelo so gledali na to in Jackson in sama produkcija, da bi velika imena zasedla pač te vloge. Videli smo tudi Peter O'Toole in Sean Connery sta bila mišljena za vlogo Gandalfa. Tako da ja, na vse so mislili že naprej, ne samo vizualizacija, da bodo to veliki spektakli, ampak tudi kdo bo kaj odigral. To je zelo pomembno in definitivno je tudi to k uspehu pripomoglo. Da omeniva še nekaj, ko je samo snemanje že potekalo, vse skupaj se je posnelo po dobrem letu in 2 mesecih. Vsi 3 filmi. Oktobra 1999 do decembra 2000 je bila glavnina snemanja opravljena z igralci. Kasneje so nasneli še do leta 2004, ko so filmi posebej že hodili v kina. Za 3. del so še nekaj v letu 2004 posnetke dodajali in za tiste edicije, ko so filme ekstra izdali na DVD-jih za velike fane, ljubitelje, se pravi režiserjeva različica, kjer je vsak film še daljši, kot je bil v kino. To so pa celo do 2004 še snemali, še ta podatek. Pa bi morda lahko na kratko obnovil vse 3 filme, da mogoče prepričava še kakšnega posameznika, ki si tega še ni ogledal. Tako, kaj je sploh ta zgodba? Kot smo rekli, v 3. veku, leta 3018, se zgodba začne, do 3019 se pa izteče. Ampak pustimo sedaj čas ob strani. No, tu začne se na Šajerskem. Šajerska, kjer živijo ti hobiti, ta bitja. Eden izmed njih, recimo Bilbo Baggins, praznuje 111. rojstni dan, ker ima na skrivaj ta prstan mogote, kot se imenuje, ki ga je našel v čudnih okoliščinah 60 let nazaj. In ta prstan pride na njegovega nečaka, Froda Bagginsa, mladega hobita.
ki bo pač nekako glavni protagonist v tem filmu. Obišče jih še družinski prijatelj, čarovnik Gandalf, ki smo ga omenjali. On mora tega hobita in vse hobite, ki spremljajo mladega tega Froda, pospremiti do gore Mogote kot nekakšen vulkan, kjer pa biva ta temni gospodar Sauron, kdo je pa sploh Sauron? Omenjala sva ga, eden od teh odpadnih Ainurjev, ki že tisočletja živi v Ardi, na tem planetu, na Ardi. On je ustvaril ta prstan. Z njim vso svojo krutost, zlobo je zlil ta prstan, da bi nadzoroval vsa živa bitja, da bi mu bila podložna in ljudi, in škrate, in hobite, predvsem pa viline, najbolj sovraži viline, ki so najbolj inteligentni in večna bitja, seveda. Potem je tukaj še več prstanov, da še to omeniva. 3 prstani so bili narejeni za viline, pač da vsak vilin ima svoj prstan, vsak prstan ima neko simboliko in moč. Potem recimo 7 prstanov je narejenih za škrate, za vladarje škratov, škratovske kralje. 9 prstanov je narejenih pa za nas, za človeško raso, za 9 človeških kraljev, in ti so najbolj vodljivi, ker ljudje smo po naravi najbolj vodljiva in skorumpirana bitja, bolj kot škrati in vilini. In to Sauron ve, temni gospodar, in s tem prstanom edinim želi predvsem ljudi nadzorovati, kot tudi ostale, seveda. In ti ljudje zapadejo v neko temno senco in postanejo prstanovi besi, tisti, ki vonjajo in ki čutijo edini prstan temnega gospodarja. Ta prstan je pa zdaj v rokah, tudi na prstu, lahko rečemo, nedolžnega hobita, ki takšni igri, kot kaže, ne bo kos. Skratka, zgodba je takšna, da mora ta hobit Frodo uničiti ta prstan. Uniči se ga lahko samo tam, kjer je bil narejen, ker ga je Sauron skoval v plamenih pogube. In zato mora polovico srednjega sveta na planetu Arda prepotovati, da bo to uničil. Pomagajo mu seveda vsi veliki heroji. Aragorn, to je nek veliki bojevnik iz divjine, ki mu je usvojeno postati kralj enega človeških kraljestev. Pomaga temu hobitu tudi ta čarovnik Gandalf. V prvem delu se predvsem prebijajo po raznih podzemljih, temačnih gozdovih in podobno. Te bratovščina prstana, pač tako je pač naslov v prvem delu. 9 pač spremljevalcev, 9 popotnikov, ki pač pomaga Frodu, da uniči ta prstan. In tukaj pač nekako sledimo njihovim prigodam. Njihovi zavezniki so vilini, sovražniki so pa orki. To so pa bitja temne narave, zelo neestetska, kruta, surova, včasih jim paše jesti tudi človeško meso, potem so znani, služijo Sauronu, temnemu gospodarju. Oni so tisti, ki preganjajo to druščino. Teh 9 ljudi, ki so pa pred tisočletji zapadli že pod vpliv temnega gospodarja, temne sence, zakrinkani v črne jezdeca, oni so pa tisti, ki so največja grožnja mlademu pač Frodu, in oni sledijo, oni čutijo prstan. Kamor gre Frodo, tam se pojavi teh 9 besov v teh strašnih oglavnicah, z meči, zelo takšne gotske figure, strašljive. Recimo v drugem delu, kjer je naslov Stolpa ali 2 stolpa, vidimo že recimo zvezo 2 stolpov. Eden teh stolpov je, kjer stoluje temačni Sauron, ta gospodar, ki si želi nazaj prstan, ki se bojuje za to, da ga ne bi uničili, ki preganja to druščino. Drugi stolp je pa stolp odpadnega čarovnika Sarumana. Omenjali smo čarovnike prej. Saruman je bil včasih nadrejen Gandalfu, temu dobremu čarovniku, ki pomaga hobitom. On se je pa zdaj povezal, Saruman, s Sauronom, s temnim gospodarjem. Onadva sedaj ogrožata to druščino. Tukaj pride recimo tudi določeni liki pridejo v kraljestvo Rohan v drugem delu, v stolpih, kjer je kralj Rohana, Theoden Rohanski, njegovo spremstvo, njegova nečakinja. Vsi se izrečejo pač za prstan in gredo v vojno proti Sauronu. Vojna se tukaj že obeta, temnega gospodarja je treba uničiti. Medtem ko sam Frodo in njegov spremljevalec Sam, Samoglav,
Še eden hobit, ki je zelo, zelo zvest njemu, Frodu mogoče nikoli ne bi uspelo te poti prehoditi, če ne bi imel tega zvestega Sama, se pa počasi že približujeta tej gori, kjer stoluje oko tega Saurona, temnega gospodarja, in to oko ne sme zaznati tega prstana. Ona dva morata pa vendarle priti tja in to uničiti. Na videz nemogoča naloga. Tako da v drugem delu postrežejo že z velikimi bitkami tudi med temi orki in med rohansko vojsko, kako oblegajo neki grad. Zelo podobno kot Predjamski grad, kjer je tržaška vojska oblegala Erasma Predjamskega, recimo Tolkien. Tukaj tudi malce poseže v slovensko srednjeveško zgodovino. Tega gledalci morda niso vedeli. Recimo Rohanci v gradu, zunaj pa na 10.000 grdih orkov, kako oblegajo človeško vojsko v tem gradu, ki vodi v jamo. To je zanimiva paralelna nekako z našo zgodovino. Tretji del, zadnji, govori pa o vrnitvi kralja, se pravi The Return of the King. Tukaj pride še do večje bitke med silami zla in med dobrimi. Mesto, recimo, pridejo v kraljestvo Gondor. Gondor je pa to mesto, ki naj bi mu vladal ta izobčenec Aragorn, ki smo ga že tolikokrat omenjali, ki pomaga Frodu uničiti prstan, da ga odnese do te gore. In tukaj temni gospodar zbere vse mračne sile, tudi tiste hudobne ljudi, ki so pod njegovim vplivom, določene gusarje, vojske orkov, še nekih strašnih bitij Uruk-hajev. Vsa vojska gre na to kraljestvo Gondor, ki je zadnje kraljestvo ljudi, ki kljubuje Sauronu. Če pa Sauron najde prstan, preden bi ga Frodo uničil, bo pa še močnejši, nekako si bo zopet nekako se bo otelesil nazaj v staro obliko, ker na začetku so ga uničili, je izgubil fizično obliko in kot sila obstaja že tisočletja, zato samo njegovo oko spremlja ta prstan iz te gore njegove, iz stolpa. Ker so ga pred leti uničili in ker je brez prstana svojega, ki ga je skoval, je pa precej nemočen in samo deluje kot neka senca, kot nek demon nevidni. Če pa Frodu ne uspe uničiti prstana, bo pa to še večja katastrofa za Ardo. Frodu seveda to uspe, v koncu tretjega dela prstan pade v lavo, se raztopi, Sauronovo oko propade, tudi ta njegova bit, njegova energija ponikne, tako kot je njegov prejšnji gospodar Morgoth bil že uničen, ko so ga Ainuri vrgli v podzemlje. Tako da Morgoth in Sauron sta sedaj uničena. Vrne se mir v kraljestvo ljudi, v kraljestvo velinov, tudi škrati se spravijo z velini. Na koncu je srečna zgodba. Aragorn postane kralj Gondorja, pač ta krona, ki mu pripada zaradi prednikov, res zelo zakomplicirana zgodba v knjigah. Hobiti, Frodo, Samo in vsi ti njegovi pomočniki se vrnejo po svojo rodno Šajersko, kjer hobiti mirno in ruralno življenje živijo, kot kmetovalci, kot gurmani, to so pač hobiti, radi kaj dobrega snedajo in podobno. Omenil bi še en lik, ki je zelo pomemben za vse tri zgodbe, pa ga sploh še nisva omenila v filmu. To je pa Golum, kot nek čuden lik, nekak iznakaženi hobit, ki že stoletja živi. On je tisti, ki je prvi si lastil prstan 600 dolgih let, potem, ko ga je temni gospodar v bitki izgubil Sauron. In on je tisti, ki je to našel in ta prstan mu je daljšal življenje, poneumljal mu je telo mu je iznakazil. In on je tisti, ki ves čas sledi druščini prstana, da bi si pridobil nazaj prstan. Tudi on se ga želi, ne samo temni gospodar. Bil je nekdanji rečni hobit, ta Golum, sedaj pa pokvečeno bitje zaradi prstana. Ker tisti, ki nosi prstan, ima zelo čudno življenje in prstan svojo voljo nad človekom uveljavlja. Tako da teh likov je tukaj še več, pa se ne moreva zdaj vseh dotakniti, ampak toliko, da si gledalci predstavljajo. Gospodar prstanov je v bistvu vojna za prstan in samo ime se nanaša pa na glavnega antagonista, negativca v bistvu. Sauron je tisti, ki je gospodar prstanov in ne hobit, Frodo Baggins za primerjavo. Ker on je tisti, ki je skoval svoj prstan
Sauron, ki ga je potem v bitki izgubil, kralj Isildur mu ga odseka iz prsta, potem dobi prstan ta Golum, iz Goluma preide na Froda, to je na Bilba Bagginsa, ki je stric Froda, Bilbo ga pa zapusti potem Frodu ta prstan, tako da to prehaja v stoletjih iz enega na drugega. Originalno je pa to temnega gospodarja, ki njemu je pripadal in ker ga ni zdaj našel, je pač svet rešen. Prstan je bil uničen v lavi in Sauronov padec je nepreklican. Srečni konec. Torej kompleksna zgodba, Zelo ampak kompleksna. jo v bistvu izpeljejo v srečen konec in Tako. predvsem posrečen konec, ne? Torej uspejo narediti neko zaključeno celoto. Tako, Seveda je pa tako. to vodilo k uspehom, ne? Ta trilogija, ne, se res opisuje v presežnikih, ne? Javnost jo je pograbila za svojo. Kaj pa ti misliš, ne? Si je zaslužila tak uspeh, bi jo priporočal gledalcu? Tudi ne moremo mimo tega, da je vsak izmed teh treh filmov dobil Oskarja za posebne učinke. Tako. Ja, en takšen zanimiv povzetek vse zadeve oziroma te franšize, trilogije, če tako pogledava. Ja, zanimivo je, ker dejansko so ti filmi nekako preoblikovali zgodovino filma in tudi hollywoodskega filma na prelomu tisočletja. Vsekakor vredni vsakega Oskarja, če kdo mene vpraša, to se strinjam. Nekako tudi sami svetlobni učinki, vizualni učinki, svetlobni, recimo sami efekti, vse ti filmi so nekako veliko revolucijo, renesanso prinesli ravno na prelomu tisočletja. Zahvaljujoč tudi Jacksonovi viziji, Peter Jackson, režiser, je veliko prispeval, recimo Alan Lee, tudi ta ilustrator, ki sva ga omenjala, ki je naredil scene za te filme. Vse to je nekako zelo pomembno danes. Definitivno se filme splača ogledati. Jaz to bi priporočal vsakemu tistemu, ki ima rad pač fantazijo, to fikcijo, fantastiko, kakorkoli. Morda pa tudi komu, ki ni toliko temu podvržen, ker je sama zgodba zanimiva in ker je posneto v zelo lepi novozelandski pokrajini, kjer so tisti, ki je ljubitelj cinematografije, ki je ljubitelj kamere, fotografije, to je definitivno must see. Trilogija, bi lahko rekli, nujno za ogledati, must see. In je resnično nekaka taka velika paleta barv, kot nekako slikarsko delo lahko omeniva v vseh treh filmah, pač teh filmih. To je resnično zanimivo. Tako da, ja, jaz bi to definitivno priporočil. Tisti, ki so pa ljubitelji, morajo pa nujno gledati še daljšo različico slehernega filma, režiserjevo različico, Director's Cut. To sem tudi sam zelo velik ljubitelj tega. Ker sam imam tudi rad mitološke povesti, že stare antične Grčije, Gustav Švab, ko sem pač te njegove bral pripovedke, to me je zelo navdahnilo, tako da tudi Tolkienov svet mi ni tu in priznam, da me privlači. Tako da ti filmi so bili kar precej po mojem okusu. Bi nam lahko morda za konec na hitro predstavil še dediščino režiserja Jacksona, ne? Mogoče tudi kaj bi priporočal gledalcev še iz njegovega opusa? Ja, filmi so imeli velik impakt, veliki efekt na ves svet, ne samo na Jacksona, tudi na Hollywood, na druge režiserje. Kasneje v Angliji, ti filmi so prišli v kina potem seveda vsak posebej, leta 2001, 2002 in 2003 po vrsti, vsak mislim, da decembra, tako konec leta. Posneti so bili skupaj že prej, kot smo videli. Definitivno je pa veliko režiserjev. V Angliji leta 2009 se pojavi neki ljubiteljski film, ki so ga za zelo nizek proračun pač posneli, Hunt for Gollum, se pravi iskanje Goluma ali lov na Goluma. Torej to bitje, ki je prstan 600 let imelo v lasti, ko sva ga omenjala na koncu. Nekako skrepenelo, tragično bitje, ki ne more brez svojega ponosa živeti, kakor reče prstanu. To je nek ljubiteljski režiser posnel, kako Aragorn, ta bodoči kralj Gondorja, išče tega Goluma, to bitje, pač, ki ima ta prstan. In zanimivo, da ta film je bil tudi zelo uspešen in dobro sprejet pri kritikih.
Potem recimo, kakšen je še vpliv dediščine samega Jacksona. On je kasneje, po letu 2012, novo trilogijo posname, sam Peter Jackson, in sicer trilogijo Hobbit, to pot. To je pa predzgodba Gospodarja prstanov, en sam roman, ki z naslovom Hobbit, tako se imenuje. Točno tisti, ki je bil prvič kot animirani film že leta 1977, kot na pol musical realiziran. Jackson pa sedaj ne posname enega samega filma po temu dokaj kratkemu romanu, ampak ravno tako naredi trilogijo. 3 dolgi filmi za en krajši roman Hobbit. Tudi precej uspešno, relativno, ampak v primerjavi z originalom, kar je 10 let prej posnel, trilogija Gospodar prstanov, še vedno ni po priljubljenosti takšen uspeh in dosežek kot originalni Gospodar prstanov. Pa vendar, dediščina je velika in še dan danes bo po mojem mnenju bo to še dolgo živelo. Tudi ti vsi oboževalci in fani bodo še dolgo prihajali na svoj račun. Da omeniva še to, jeseni 2022, torej dobro leto dni naprej, če pogledamo, prihaja pa že napovedana, težko pričakovana nadaljevanka Gospodar prstanov, za katero pa obetajo nekako, da bo najdražja TV serija v zgodovini človeštva, ki pa zanimivo se ne bo na te dogodke nanašala, kot smo videli v filmih, Vojna za prstan, ne bo to v temu Frodu Bagginsu, ampak bo prikazovalo točno tisto, kar sva prej omenjala. Vse te prejšnje dobe, ere Tolkienovega sveta. Vsaj tako obljubljajo producenti in režiserji. Kaj bo pa dejansko v seriji, bomo pa videli, da nisem kakšne krive vere sedaj učil, ali bo dejansko to prikazano, ali bo kaj drugega. Pustimo se presenetiti. Torej pričakujemo nadaljevanko, si bomo zagotovo jo ogledali, Tako. Pa da še midva zaključiva danes to oddajo in jo nekako zapakirava v celoto. Zaključiva z Gospodarjem prstanom, ne? Mogoče, kaj je, ne vem, tvoja ideja, ki si jo vzel za svojo iz Gospodarja prstanov, ali pa misel, ali pa vers, ki bi jo mogoče podaril tudi gledalcem za konec? Aha, zanimivo vprašanje. Ja, Gospodar prstanov, kolikor je pač fikcija, kot smo videli, pa ima veliko odrazov realnega življenja, tudi znotraj same zgodbe, same te sage. Tako da tista glavna ideja morda, kar je najbolj pomembna v Gospodarju je, kot pravi tudi Tolkien, je eden od teh likov, ta vilinka Galadriel, morda, če se tukaj sposodimo. Tudi takrat, kadar je največja tema, naj srce nikar ne obupa, kadar je človek popolnoma na dnu, vedno je na koncu novo jutro, novo upanje, vedno je treba storiti vse, da pridemo iz slabega nazaj na dobro pot. Recimo nekaj zelo v tem slogu ali celo nekako tako je omenila Galadriel in dejansko to velja za Froda, ki ima zelo težko breme, da uniči ta strašni prstan in on vendarle ob pomoči prijateljev in svoje volje na koncu mu uspe nemogoče. To je mogoče ta glavna misel in sporočilo. Kadar nam je nekaj res najtežje in ne vidimo izhoda, moramo se zanesti na to, da nam bo na koncu uspelo, nikoli ne obupajmo. To je morda ta ideja, ki pa se zelo z našim realnim svetom prekriva, ki pa tudi ni tako fikcijska. Vedno se moramo potruditi za cilj in na koncu, da je dobro za nas vse, ne glede na to, v kakšnem zlu smo se našli ali kako težko je. Tudi jaz se sam svojim osebnim mnenjem bi se te misli dejansko pridružil. Za konec, evo. Ti bom rekla najlepša hvala za to misel, predvsem pa za celo oddajo, za tvojo pripravljenost, izčrpnost. Seveda se veselimo tudi naslednje in vsake naslednje pravzaprav. Hvala ti. Hvala tudi tebi. Vam, dragi gledalci, pa samo še nasvidenje do prihodnjič in hvala za vašo pozornost.